Gospod predsednik, mnogi nasprotniki pravijo, da ste avtoritaren. Ali je to res? No, uporabili ste še milo besedo. Jaz sem tudi fašist, diktator. Naša stranka je diktatorska, imamo 26 poslancev, 90 pa imamo diktaturo. Še preden smo vlado sestavili, so kričali smrt fašizmu, smrt janšizmu, ubij Janšo. Torej, še hujše, kot pravite. Ni bilo dneva v tem času, v času več kot 2 let, da ne bi bilo grozilnih pisem, zapisov na omrežjih, pisem, ki jih pošiljajo moji družini, celo staršem od žene, sodelavcem. Tako da, glejte, če bi jaz avtokrat ali pa diktator, nič od tega ne bilo. V diktaturi, če se grozi diktatorju, potem se tako konča, kot zdaj vidimo v Rusiji. Tako da to je smešno samo po sebi. In je pa zelo žalostno, da to dobiva velike odmeve v srednjih medijih in da se je vzpostavilo neko stanje, ko tistega, ki to govori, ne smeš kritizirati, ne smeš se niti braniti. Je to takoj avtokracija. Tako ravnanje se pa pač ne preganja. Ampak jaz mislim, da smo že preko tega, da smo danes v neki situaciji, ko je slovensko občestvo dozorelo, ko zna ločiti med tem, kaj je avtokratsko in kaj ni avtokratsko. In mislim, da je k temu zelo prispeval tudi gospod Putin, ko je z enakimi besedami o defašizaciji, smrt fašizmu, denacifikaciji napadel Ukrajino. Nenavadna tišina je zavladala potem. Ste opazili v Sloveniji, danes so zelo redki, ki ponavljajo te besede obtožb, kot smo jih poslušali zadnji 2 leti, zato ker zvenijo neverjetno podobno s tem, kar se dogaja v Ukrajini danes.